Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Janez Beja, novi poslanec poslanske skupine NSi SLS Fokus. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Ja, hvala lepa in lep pozdrav. Naj pred prvim vprašanjem pojasnim, da sva sicer sodelavca in se v vsakdanjih pogovorih tikava, tako da bova to ohranila tudi v tem podcastu, ne? Si obdobje v parlamentu že začel šteti v tednih ali še vedno v dnevih? Časa za privajanje pa ni bilo ravno veliko, ne? Si že padel v že kar ustaljen tempo in ki je visok, ne? Ja, ne moramo še govoriti o ne vem kakih tednih, mesecih, ne, seveda dober teden sem že, ne, prejšnji teden v torek sem bil potrjen. Res pa je, ne, če čisto odkrito povem, da sem pričakoval, da me bojo malo, ker sem prvič poslanec, ne, da me bojo pustili malo na strani, da se bom uvedel, vpeljal, ampak moram reči, da sem že naslednji dan imel sejo odbora za notranje zadeve, kjer smo pri samo 2 členih, spremembe 2 členih razpravljali 8,5 ur, tako da sem na polno padel res v globoko vodo, da ne rečem v brezno, od katerega sem se mogel skopati. Seveda, v ponedeljek je bila pa izredna seja državnega zbora, na kateri sem pa tudi že razpravljal. Smo videli, dobro ti gre. Hvala lepa. Ja. Se vidi, da imaš že veliko izkušenj, tudi kar se tiče funkcionarskih vlog, si funkcionar v različnih kmetijskih organizacijah, tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Imaš pa tudi doma kmetijo, kako gre zdaj to usklajevanje med novo vlogo v parlamentu in kmetijo doma? Če bi tako na hitro rekel, šok, ne? Ker seveda imam 2 sinova, hčero in hčera ima tudi partnerja, ne, ki trenutno smo vsi doma, ne, pač smo malo hiše zgradili pa te zadeve, da lahko vsi doma stanujemo, vsi pomagajo, vsi delajo, res pa je, ne, da tisto vodilno palco, ne, in vodilno pri delu sem se skozi imel jaz, dokler nisem sedel na poslanski stol. Sedaj je pa zadeva čisto drugačna, ker sploh je drugačna, ker nimamo urnika. In pa tudi, če je kakšen urnik, je lahko seja, tako kot včeraj, smo jo prekinili v 10 minutah, ne? Ali pa seja traja, tako kot sem rekel, 8,5 ur. In kot kmetija nikakor se ne moreš tega privoščiti. In seveda, nekako smo se zaenkrat dogovorili, da bojo pomagali vsi, pridni so vsi, znajo vsi, tako da jaz upam, da bo samo trajalo, pa da bomo vsi zadovoljni in da tudi ohranimo in obdržimo kmetijo takšno, kot je. Tudi bom tako vprašala, boš torej ti ta slaba vest našemu strankarskemu kolegu Janezu Ciglerju Kralju, kmetijskemu ministru, pri tem, kar si je zastavil, da ga boš vedno znova opominjal, da je obljubil, da bo poskrbel za kmetije z omejenimi dejavniki za kmetovanje, kakršna je tudi tvoja in podobno. Zdaj, mogoče tisti, ki naj jo bojo poslušali, ne, slaba vest lahko zelo različno zveni, ne. Jaz bi raje rekel, da bom v veliko pomoč ministru, in predvsem desna roka, seveda, če me bo želel poslušati, če me bo želel slišati. Vsekakor, kakršen sem in kot se poznam, bom verjetno slaba vest ministru, ne, verjetno, ne, ker bom težil, seveda pa, če kaj, ne, v teh 15-20 letih, ko sem hodil kot nevladnik na razne sestanke raznim ministrom, mislim, da sem dal kar 6 ministrov že skozi v vseh teh letih, pa ministrstvo, pa tudi v državnem zboru na odbor za kmetijstvo, okolje, finance smo hodili marsikam, da se vsega ne da, oziroma vedno so ene okviri, omejitve, ampak kljub temu, ne, pa mogoče bom danes še nekajkrat ponovil, ne, glejte, v preteklem mandatu se je ogromno napak naredil in krivic kmetijstvu, kmetu, kmetici. In če že teh napak ne bomo naredili v tem mandatu, pa smo naredili ogromno. Ampak seveda, glede na to, da sem aktiven,
In da želim, in zato sem šel v politiko in zato sem tudi postal poslanec, želim nekaj spremeniti na bolje. Verjamem, da bova s ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem sigurno kaj spremenila tudi na bolje. Zdaj, tako je prišel pred preizkušnjo, to so bila neurja prejšnji teden, kmetje so bili ob svoje letine. Kako ocenjuješ te prve poteze ministra, tudi kaj sta govorila, verjetno tudi si ga na kaj opozoril? Najprej res sočustvujem z vsemi, ki so bili udeleženi v teh naravnih nesrečah. Vemo, je bila veter, toča, deževje in seveda spomladi tudi nekaj pozebe. Pa tudi to, kar zdaj premalo govorimo o suši, tudi, mislim, se bo nekdo rekel, toliko dežja, ti pa govoriš o suši. Glejte, sam prihajam iz območja, odkar se zavedam, pa živim na kmetiji od rojstva, takšne suše, kot jo imam letos, pa moja okolica jo ni imela še nikoli. Ali pa govoriva v teh letih, 50 letih. Kar se pa tiče v ukrepih, glejte, sigurno je bil en zelo pozitiven znak, da takoj naslednji dan so šli na teren in si v živo ogledali. Eno je brati zapisnik, kakšna je škoda, eno je gledati po televiziji, drugo je pa to videti v živo in še nekaj, da dejansko kmetje, da so doživeli in dočakali človeka, mu dali roko, ker v tistem momentu mu je kmetu to ogromno pomenilo. Res pa je, da 2-3 dni potem to že več ne pomeni, ta stisk roke, ampak nekaj je, to so ogromne stiske. In teh stisk se mi niti zavedati ne moramo, kako to težko zdaj prenašajo kmetje in se celo sprašujejo, že tako je težko v kmetijstvu, predvsem iz ekonomskega, birokracije in tako naprej, da nam bom zdaj to našteval. Zdaj pa še narava nas tako res tepe iz leta v leto in res se sprašujemo, ali vztrajati ali ne vztrajati, oziroma kaj narediti. Zdaj, ker se pa aktivnosti ministrstva tiče, pristopili so takoj k bom rekel, pomoči ali pa reševanju te krize, ali pa teh naravnih nesreč. Je pa tudi včeraj, ko smo imeli nujno sejo prav na to temo, naravnih nesreč v kmetijstvu, sem razpravljal v tej smeri, da mi imamo tako zakompliciran sistem, da tudi, če se bo zdajle naše ministrstvo oziroma minister sam in ekipa maksimalno potrudila, da bi nekaj naredila za kmeta, ne morejo, ker je sistem tako dolgotrajen, pa tako zakompliciran, da se bojim, da bomo kmete razočarali prav zaradi postopkov, ki ga pa ne moremo čez vrat na nos spremeniti. In jaz sem včeraj na odboru celo predlagal, da stopimo skupaj in v najbližji prihodnosti, ker naravne nesreče bojo vse skozi, vsako leto, da ta pravilnik in ta sistem, ta postopek prijavljanja škode, sistem AJDA, pa potem te komisije, pa statistični urad zaradi cen. To res tako dolgo traja, če povem samo to, je lanska pozeba, lanska suša, kmetje še niso dobili, lanska niti centa. In to, lejte, to v kmetje, ker tudi morda pregovor, kdor hitro da, dvakrat da. In ta sistem pa ravno nasprotno, zavlečuje, ampak še enkrat, sistem, ne politika, ne ministrstvo, ne minister. In se bojim, da kljub temu, da bojo najdli vse možne variante, da se čim prej pomaga kmetom, pa reši, ampak da ne bo tistega, kar bi kmetje pričakovali in želeli. Zdaj med ukrepi samo, da povzamem, nekako se torej velik poudarek daje ravno temu, da bi poskušali pospešiti ves ta mehanizem, ta megalomanski, mu lahko rečemo. Potem naslednji ukrep je, da bi se pospešilo izplačilo subvencij, ki zelo zamuja vsako leto, če prav razumem. Zanimivo se mi je pa zdelo opozorilo
da naj kmetje zavarujejo svoje pridelke in da država to subvencionira v višini do 70%. Kakšna je tvoja izkušnja, zakaj iz teh pozivov razbrati, da kmetje torej še vedno v zelo majhni meri zavarujejo svoje pridelke in zakaj je tako? Tukaj bom govoril pavšalno, ker sam se nisem poslužil nikoli zavarovanja svojih pridelkov ali nasadov, kakorkoli, ampak po tistem, kar sem poslušal leta in leta, ne, veste, tukaj so pogoji zavarovalnice zelo, zelo ostri. Saj, če bi tako rekel, en nasad jabolk, ne, če imaš ti en nasad jabolk, pa nič drugega, je to super zadeva. Zavaruješ ta nasad jabolk, država ti povrne 70% premije in če se kje zgodi, ti dobiš. Ne? Težava je pa v tem, ker imamo mešane kmetije, v večini primerov imamo mešane kmetije, zavarovalnice pa zahtevajo, da če eno zadevo zavaruješ, da zavaruješ vse. In seveda, ko pa zavaruješ vse, je pa seveda premija še vedno ostane 70%, da krije, ampak je pa premija tako visoka, da je tistih 20-30% ogromno za kmeta. In tukaj je srž problema, zakaj tako malo zavarovanj. Ne? Ali pa če čisto plastično povem tako, ne? To pa povem, poznam tudi iz prakse, včasih je bilo tako, ne? Seveda so bile špekulacije, priznam, in zato so šli tudi drugače, ampak nismo bili pa vsi enaki. Ne? Če si imel 5 krav v hlevu, ne? Si lahko zavaroval 2-3, ne? 2 pa nisi, ali pa kakorkoli. Ne? Ali pa si rekel, ne? Ena bo šla iz hleva in tisto nisi zavaroval. Danes moraš zavarovati tisti dan, ko zavaruješ, moraš zavarovati vse, tudi tisto, ki boš 1, 2, 3 prodal. Ne? In seveda potem se pa kmetje ne odločajo. Ne? Tako da jaz bi bolj kot zavarovanje, no, bi šel v recimo ta sredstva, ki grejo za premije, ne, pa mogoče še kakšna dodatna sredstva, tudi včeraj sem rekel, bi bil bolj naklonjen, pa res bom tudi nekako delal na tem, da bi ustanovili en rezervni sklad, resnično za namene, pa makar rezervni sklad, v katerega bi poleg države dajali tudi kmetje. Zdaj po kakšnem ključu ne vem. Ampak predvsem tisti, ki imajo nasade, ki imajo intenzivno pridelavo vrtnin, poljščin, kakorkoli, ne, ali od kile, ali od hektarja, sigurno se najde en ključ, ne, v kateri bi vsi vlagali v ta sklad in seveda tudi po enem poštenem, pravičnem ključu tudi delili. V takih primerih, kot je zdaj ta nesreča. Pa se ti zdi, da ker vsako leto, tudi sam si rekel, ne vem, letos izjemna suša, vremenske ujme so tako rekoč stalnica, se naredi dovolj za odpornost kmetijstva na, lahko rečemo, kar podnebne spremembe? Že obstaja zadosti robusten sistem, ki bi omogočil to odpornost? Glede na to, kako se, ravno malo preden sem prišel, sem gledal en graf, mislim, da je bil včeraj na Dnevniku, kako se temperatura dviga zadnjih 20 let. Ne? In kolikor se hitro spremembe podnebne spreminjajo, se mi prilagajati ne moremo. To je eno. Drugo je pa to, da mi imamo res, govorimo v pavšalu, tako majhne kmetije, razdrobljene. In tukaj smo specifični, ne, da je res težko, zelo težko slediti tem vremenskim neprijemom, še bolj pa pogojem, da bomo začeli zavarovati oziroma iti nekako z roko v roko z naravo. Ne. Ker če pa rečeva čisto tako, ne, primer oroševanja, ne, grozdje, ne, oziroma trte spomladi zaradi pozeb, ne, a veste, kako težavo imajo pri soglasju za za uporabo vode? Ne? To čakajo ljudje po nekaj let, da dobijo soglasje. Ne? In smo pa tudi tam, kjer pišemo v koaliciji jasno, ne,
birokracijo pač skrajšati in omejiti in tako naprej, ker velikokrat, zdaj, če sem že pri teh dovoljenih raznih, veliko zadev imamo samo zato, da imajo uradniki službe. Še kakšno minuto si bo vzela, ker to te moram res vprašati. Kaj je torej ta poudarek, s katerim mora iti Slovenija v Bruselj pri pogajanjih za skupno kmetijsko politiko po letu 2028, ne? Ja, kot imam informacijo, tukaj bomo imeli s kohezijo skupni budžet, skupni denar in tukaj se res bojim, kako bomo potem ta denar v Sloveniji delili, ker moramo vedeti, da so lokalne skupnosti, župani veliko močnejši, kot smo kmetje, ne? In tukaj, če ne bo minister odigral svoje in razdelil, če tako rečem, ta denar za kmetijstvo, gozdarstvo in za lokalne skupnosti, bo res ogromna težava. Ampak težava je pa največja v tem, ker seveda zelo pomemben je denar. Zelo. Konec koncev, sej zato hodimo v službo, zato, če tako rečemo, naj bi kmetje tudi delali, čeprav večina kmetov dela zaradi tradicije, zaradi zgodovine, dedišče in tako naprej, ampak težava je, če ne bomo naslovili in pravilno naslovili na mlade. Glejte, mi že zdaj vsak dan ne vem, koliko kmetij ugasne. Pa ne bom rekel tudi te hektarji, ker nekaj hektarjev drugi obdelajo, večji. Ampak kmetije ugašajo. Število živali na teh hribovskih in gorskih kmetijah znatno pada. Ne govorim v merilu Slovenije, ampak govorim na hribovskih in gorskih kmetijah, znatno pada. In če ne bomo resnično naslovili in pa še enkrat, ne samo s financami, tudi z olajšavami, z tem recimo, da Slovenija politika še danes ne dojame, da traktor ni luksus, da je osnovno sredstvo. A so recimo za doklado ali štipendijo ali pa za malico, recimo dijaške domove, se pa ta traktor upošteva kot luksus. Te stvari moramo urediti, da saj koga res nekako ohranimo na kmetijah, predvsem pa tistih kmetijah, ki so nekako še žive, vitalne, in da saj te ohranimo in da res ne zapravimo celo podeželje. Vidim, da si zelo, ko bi rekla, energičen, tako da se zelo veselim tega mandata, ki prihaja in tebe v poslanskih klopeh. Tudi tukaj se bova še srečala. Za danes hvala. Hvala tudi tebi. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.